Evropa osebno. Ok, Tere, me llamo Diego y vivo en Estonia ya hace 7 años. Diego Reyes je Estonec in Gvatemalec. Pred 7 leti se je iz Osrednje Amerike preselil na drug konec sveta. Od nekdaj sta ga zanimali Evropa in tukajšnja kultura. Every Latin American has this thing that we want to get out of Vsak latinsko-američan ima željo oditi iz svoje nerazvite države. Če imaš vsaj malo možnosti, si vedno želiš živeti boljše življenje v bolj razviti državi. Tudi jaz tako razmišljam. Vedno sem gledal neodvisne filme o vzhodni Evropi, o potovanjih po svetu. Vedno me je zanimalo spoznavanje novih kultur. Želel sem biti v vlogi tujca, popotnika. Želim si biti glavni junak v tej zgodbi. Prvič se je znašel v Evropi, ko je bil star 24 let. Takrat je obiskal svojega brata, ki je živel na Finskem. Nato pa je nadaljeval svojo pot. Najprej v Latvijo. Easier thing for me was finding education in Riga and then in Estonia getting a job. Zame je bilo lažje najti študij v Rigi kot živeti na Finskem, kjer kot tujec teže najdeš službo in si urediš dokumente. Potem pa sem v Estoniji našel službo. To je bila moja pot v Evropo. V Estoniji je postopek zelo hiter. Leta 2017 je bilo vse zelo preprosto, zelo enostavno. In še vedno je, v primerjavi s številnimi drugimi državami. Dokler imaš službo, so res zelo pripravljeni pomagati z vizumi, dovoljeni za prebivanje in pri vsej birokraciji. Totally helpful with all these visas and all this residence permit and all this stuff. So, yeah. Tako ga je pot prinesla v Estonijo, ki pa ni bila njegova prva izbira. O tem, da bi ostal v tej baltski državi, ni razmišljal. Vedno je pogledoval proti Nemčiji ali Danski. I think it was in my plans from the beginning not stay here. I was trying to go to Germany. Želel sem odpotovati nekam, kjer bi lahko zaslužil več denarja. Ampak po epidemiji COVID-19 sem spoznal, da sem tukaj že 4 leta. Potem sem začel še partnersko razmerje in ena stvar je vodila k drugi. Nenadoma ugotoviš, da je minilo že 7 let in si še vedno tukaj. In potem se naučiš to ceniti. That I learned to appreciate. Družina ga je pri njegovi zamisli o življenju v Evropi ves čas podpirala. Na nek način je bila selitev zanj povsem logična. Njegova mama se je preselila iz Gvatemale v Kalifornijo, ko je bil star 17 let. Tudi njegov oče je veliko potoval zaradi službe. Brata danes ne živita več v Gvatemali. Eden živi v Bolgariji, drugi v Ameriki. Ko se je odločil, da se bo preselil, so ga vsi spodbujali. Gre za veliko srečo, da je imel tako mednarodno družino, pravi. Čeprav je v Estoniji srečen, pogreša Gvatemalo. Oh man, I'm gonna go with food to make it, because it's the first thing that comes into my mind, but if I think it truly, probably... Najbolj pogrešam hrano. To je prva stvar, ki mi pride na misel, ko pomislim na Gvatemalo. Če dobro razmislim, verjetno pogrešam občutek divjosti, kot da živiš v džungli. To, da lahko počneš karkoli želiš. Vse, kar so počeli s prijatelji v Gvatemali, ni za javnost, se pošali. Vseeno pa pove, kaj so vragolije, ki jih danes v Estoniji pogreša. Oh no, I don't know. I think I cannot be that open into... No, let me think, I don't know, To, da s prijatelji skočiš na prepoln avtobus, se odpelješ v oddaljeno vas in prespiš pri človeku, ki ga ne poznaš in zato odšteješ evro na noč. Da se kopaš v jezeru ali pa greš v džunglo za 3 tedne. V Gvatemali lahko počneš res veliko stvari. Vseeno pa tam ni takšnega občutka varnosti, kot ga ima v Estoniji, pravi. Nasilje, karteli in nemoč policije pred korupcijo so bili glavni razlogi, da je zapustil svojo domovino. It's just a matter of time when you get yourself in this situation where you're Tam gre samo za vprašanje časa, kdaj se boš znašel v položaju, ko boš postal del nečesa slabega. Ali pa v položaju, ki ti lahko ogrozi življenje. Zame je najpomembnejše živeti brez strahu, da boš napaden, ustreljen ali pa oropan. V Estoniji me ni strah. Potreboval sem kar nekaj časa, da sem se znebil paranoje, ki jo imaš, še posebno, če prihajaš iz prestolnice katere izmed latinsko-ameriških držav, kjer je življenje nevarno. It took me a while to
to stop feeling that paranoid, especially when you live in the city of or a capital of Latin America. It's definitely dangerous. Danes se v Estoniji počuti domače. Ustvaril si je stabilno življenje, s katerim je zadovoljen. Res je, da je potreboval kar nekaj časa, da se je privadil kulture, ki je popolnoma drugačna, pravi. Estonci so v nasprotju z njim zelo zadržani in umirjeni ljudje. Njegov latinsko-ameriški temperament ga še ni čisto zapustil, zato se večkrat znajde v zanimivih položajih, pravi. Even Estonian to Estonian, they're like reserved and private, you know. Estonci so zadržani tudi do drugih Estoncev, ne samo do tujcev. Seveda imam nekaj nerodnih trenutkov. Recimo, da pozdravim neznanca ali začnem ljudnostni pogovor, česar v Estoniji preprosto ne počnejo. S časom se tega navadiš. Estonci so tudi zelo delavni ljudje in če si tudi sam takšen, potem s časoma zgradiš prijateljski odnos s sodelavci. Estonians are very hard workers and if you're like also hard worker and you like have colleagues, they like kind of like you build this colleague relationship as well. Diego je danes zaposlen v informacijskem sektorju. Od nekdaj se je navduševal nad računalniki in tehnologijo. I think I was very lucky that my dad bought a really old computer when I was like. Imel sem veliko srečo, da je moj oče kupil res star računalnik, ko sem bil še zelo majhen. Ni imel operacijskega sistema Windows, imel je OS2, IBM-ov sistem. Zelo rad sem preživljal čas z njim. Pozneje sem dobil še en računalnik z operacijskim sistemom Windows 95. Za računalnikom sem preživljal res veliko časa. Vse življenje so me zanimali in me navduševali. Zato sem se odločil za študij računalništva, ki je bil zame res preprost. Then I got into engineering, computer engineering school, and it was super easy for me. I felt like it was my thing to do, you know. Ko se je preselil v Estonijo, je imel kar nekaj težav z iskanjem službe. Ljudje so bili povsem drugačni od njega. Sam je zelo odprt in temperamenten človek. Tukaj so ljudje bolj zaprti, tudi jezika ni znal. Potreboval je samo enega človeka, ki je verjel vanj in dobil je prvo službo. Od takrat je sicer zamenjal že nekaj podjetij, ampak zdaj si je v Estoniji ustvaril stabilno življenje. I have stability here, I have a home, you know, and I know no matter what happens, no one's gonna bother me, you know. Tukaj sem si ustvaril dom. Ne glede na to, kaj se zgodi, me ne bo nihče nadlegoval. Tukaj te ljudje pustijo pri miru, dokler jim sam pustiš prostor. Všeč mi je tudi to, da lahko grem na letalo in sem v 1 uri in pol v čisto drugi evropski državi in kulturi. Zelo mi je všeč življenje v Evropi. 1 hour, 1 hour and a half and you're like in a completely different place and it's amazing, you know. Like in Europe in general, I love it, yeah. Čeprav je na začetku veliko razmišljal o tem, da bi se preselil iz Estonije, danes pravi, da bo verjetno ostal. Svoj dom v Tallinnu dojema kot nekakšno točko, s katere lahko potuje po vsej Evropi, vseeno pa ga v estonski prestolnici čaka urejen prostor. Če pa bi se preselil, pa pravi, da bi se zagotovo odločil za Slovenijo. If I ever move to a country, it's gonna be Slovenia 100%. I love how clean it is, how nice people are and how Če bi se kam preselil, bi bila to zagotovo Slovenija. Všeč mi je, kako je čista, kako prijazni so ljudje, zmaji v Ljubljani. Zagotovo bi razmislil o Sloveniji, če bi se selil in želel kje ostati. Po drugi strani pa imam rad, da imam svojo bazo tukaj v Estoniji. Dokler lahko potujem, je to super. Svet je preprosto prevelik. Toliko je krajev, kjer še nisem bil. I like having my base here, I enjoy having the base and as long as I can keep traveling, world is too big, you know, there's so many places I haven't been to. Je pa Diego v povezavi s Slovenijo povedal le eno slabost. Noče se znova učiti tako težkega jezika. Veliko preglavic mu je delala estonščina, čeprav jo do neke mere že obvlada. No, mul on B1 tase, kui on ma arvan, ei ole piisav ja sul on vaja suhtletada. Zato bo v prihodnosti raje potoval v Španijo, kjer mu jezik ne bo predstavljal takšnih težav. Vsebina je del projekta Talenti EU regij na RTV Slovenija, ki ga sofinancira Evropska unija.